zlato pravilo, ki je nekakšna temeljna univerzalna meja v odnosu do sočloveka. To imajo pravzaprav vse religije. Tudi sam krščanstvo ima to zapisano v najbolj za mene lušni obliki, taki proaktivni, ko pravi, tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Torej, ti kar naredi človeku, ne obratno, druge religije imajo obratno napisane, kar ne želiš, da ti človek ne naredi, ne naredi ti temu človeku. To se pravi, nič ne naredi, ne? Ker ne želiš, da ti drug naredi. Mi pravimo, naredi človeku, ker želiš, da on tebi naredi. In to je pravzaprav ena taka univerzalna meja za odnos do sočloveka. Ampak to po mojem ne velja samo do odnosu, samo enega človeka, ampak tudi med skupnostno. Poglejte, če bi takole ga lahko zapisali tudi. Tako torej vse, kar naša skupnost želi, da bi druga skupnost storila, naj tudi naša skupnost naredi drugi. Torej, naša zahodna civilizacija, kakšni drugi civilizacije. Ne? Zakaj? Mi, ki smo se rodili v tem koncu sveta, ki pravzaprav vržeš seme v zemljo, malo pokoplješ, vržeš seme v zemljo, pride drž, zraste, imamo možnost zalivati in imamo možnost pridelati. Evo. Ja, nimajo to posod. Ja, mi smo privilegirani. Ampak zato, ker smo toliko privilegirani, ja, mi ne moramo kar potem samo nas se gledati, če smo se v tem lepem pasu rodili. To velja tudi medgeneracijsko. Ne? Tako torej vse, kar si želi naša generacija, da bi predhodna zapustila, naj tudi naša generacija zapusti naslednji. Ja, a smo mi tisti, ki moramo res vse posvinati? A smo mi tisti, ki moramo vse vire ponucati? A kaj pa svojim otrokom pustili? Pa svojim vnukom? Naši starši so nam še kar pustili. Nač, kaj vas posvinamo? Moče se v Ljubljanci še kopal. Še jaz sem spomnil, da so skakali v Ljubljanca. Zdaj bi v Ljubljanca se kopati. Ni šanse. Pa kaj, pa 50 let minilo? Še mi tako svinejmo? Bo katastrofa.